Ok, evo me, sem se zaprav zbudil in zdaj lahko tudi zaprav začnem video. Koša folk in dobrodošli v nov YouTube video. Danes, kot ste prebrali z naslova, nov full day of eating pri 5000 kalorij. Za začetek tega videa pusti takoj like in če še nisi, se subscribaj, absolutno. To bo verjetno, oziroma tudi upam, zadnji full day of eating tega bulka, ker glede telesne maščobe sem prišel zdaj do točke, preko katere ne želim iti. Želim dati zdaj tem kalorijam čas, da naredijo svoje. Kot veste, zadnji 2-3 meseca, oni, ki me res sledite tudi na Instagram in tako, sem bil full bolan, tako da te kalorije, na katerih sem bil zdaj, ko sem bil bolan, nimajo pač pravega efekta, ker ko nisem treniral, sem jedel manj, torej nisem jedel vse kalorije, ampak tudi potem, ne vem, če sem treniral en teden in potem sem spet zbolel, te kalorije sploh niso prišle v neki ritem, da bi naredile svoje. Ampak zdaj sem evo že recimo 2 tedna spet nazaj v ritmu, upam, da je to pač, da ne bom več zbolel. In ja, evo, kalorije te že delajo svoje, ker današnja kilaža zjutraj, ko sem se stehtal, je bila 27,2. To je absolutno all time high za mojo kilažo in zgled je fenomenalen, glede na primer, če se primerjam z prvim bulkom, kar je tudi edina primerjava, ki pride v poštev, torej da se primerjam sam s sabo iz preteklosti. In prejšnji bulk pri 94 kilah, če se ne spomnite, kako sem izgledal, zdaj pri 97, vse je dosti boljše, kar pomeni, da je pač ta bulk tudi zelo produktiven. Kot ste videli, prvi obrok, zajtrk, 4 jajca, 180 gramov ovsenih kosmičev pripravljenih z ovsenim mlekom, tako da dodam kalorije, s tem, da si pripravimo z ovsenim mlekom. Približno dam 3-krat toliko mleka, koliko imam ogljikovih hidratov, ovsenih kosmičev. 180 krat 3, približno 5,5 deci mleka. In potem v ovsene kosmiče sem dal še 20 gramov mandljevega masla od Jim Beama, potem borovnice 100 gramov in pa eno banano. Blizu tega sem vam pokazal še vse svoje suplemente. En suplement, ki mi je zdaj zmanjkal, ki ga redno uporabljam, je berberin. To sem zdaj v zadnjih par tednih začel uporabljati 2-3 na dan, oziroma pri 2-3 obrokih na dan, in mi dosti pomaga pri tem, da hitreje prebavim to hrano in da se ne počutim tako napihnjenega. Tako da, če si na mogoče kakšnih večjih kalorijah in če še nisi poskusil oziroma poskusila uporabiti berberin, probaj. Imam pa tistega pač od Jim Beama, najdeš ga na njihovi spletni strani. Kaj smo imeli še v zajtrku? Ja, vse suplemente, potem tisto klasično, magnezij in vitamin C v vodi in pa kava. Tako da, to je bil obrok 1, kalorije, makronutrienti, kot vidite, še kar visoki, ampak to je zaradi trikov, kot so to, da pač si pripravim jih z ovsenim mlekom, oziroma pač z mandljevim, s katerimkoli rastlinskim mlekom imam, kar doda enih 200-300 kalorij, easy kalorije, in potem še tistih 20 gramov mandljevega masla, ki jih pač sploh ne opaziš, ampak dodaja tudi onih 150 kalorij. To so pač neki triki, ki jih uporabljam za dodati malo več kalorij, ampak vseeno imam 180 gramov ovsenih kosmičev in pa 4 celotna jajca. Tako da ja, trenutno moji full day of eatingi potekajo v 5 celotnih konkretnih obrokih plus intra-workout. Tako da v današnjem videu sem se odločil, da bom uvrstil tudi trening. Pride kot nek day in a life, bi se reklo, ker realno to je zdaj velik del mojega dneva, pač hrana, ker jem stalno, in potem trening, ki mi vzame tiste 2-3 urce v dnevu. Če damo proč tisto jutranje delo na kompjuterju, je basically moj celoten dan v zadnjih parih mesecih. Tako da plan za danes, glede na snemanje treninga, torej glede na kdaj grem na trening, je, da pojem 3, bi se reklo, konkretne celotne obroke pred treningom, potem intra-workout, danes imam back and biceps, tako da danes bom snemal back and biceps trening, potem po treningu tisti post-workout obrok, kosmiči in shake, in potem še čisto zadnji obrok zvečer. Tako da evo, to je plan in se vidimo na drugem obroku.
Obrok številka 2 pripravljen, 180 gramov pašte, 2 tisti konzervici tune v lastnem soku, torej okoli 100 gramov in pa 200-250 gramov paradižnikove mezge. Simple, basic in zame deluje, všeč mi je. Meni osebno je tudi pašta oziroma testenine so ogljikov hidrat, ki ga najlažje pojem v velikih količinah. Zdaj jem ga samo enkrat na dan, ker vem benefite riža. Lažje se ga prebavi, lažje se ga absorbira, ampak pač ta en obrok s pašto in si jih dam 180 gramov, pojem res kar hitro, glede na ostale, če bi na primer imel 180 gramov riža ali pa ne vem, to količino pretvorjeno v krompir. Tako da, ja. Bom začel jesti, ker če ne, bom začel zamujati z obroki. Tako da, let's eat. To globoko in počasno dihanje mislim, da pove dovolj. V glavi, evo ga. Obrok številka 2 zaključen. Prvi in drugi obrok sta med večjimi obroki. Večinoma grem trenirati po drugem obroku. Danes zaradi snemanja, zaradi organizacije bom šel komaj po tretjem. Zdaj počakam urco in pol, da vsaj malo, pač po eni uri bo ta feeling polnosti in sitosti šel večinoma proč in potem si začnem kuhati naslednji obrok, v katerem si pripravim, bi se reklo, pol obroka tudi za tistega zadnjega. Kot veste pač, ta tretji obrok bo riž z zelenjavo in z nekim virom beljakovin in isti je potem zadnji obrok, samo da je različen vir beljakovin. Tako da si potem iz vidika časa pripravim tudi riž in zelenjavo za vnaprej v dnevu. Tako da ja, se vidimo na tretjem obroku, ki bo današnji pre-workout obrok. Moj secret sauce za bolj okusno belo meso, v današnjem primeru so to puranja prsa. Klasika, sol, poper, potem imamo čebulo v prahu, česen in pa sladko papriko, rdečo sladko mleto papriko. To so teh 5 začimb, ki jih jaz uporabljam za belo meso, ali je to piščanec ali je to puran, in naredijo veliko razliko pri tem, koliko je okusen obrok. Tako da ja, probaj. Vse skupaj bom zdaj pripravil 240 gramov surova tehtanega riža in bom v tem obroku pojedel malo več kot polovico in kot sem rekel, pač vse ostalo si bom pustil potem za zadnji obrok. In ja, s tem rižem vse skupaj 130 gramov te zelenjavce, ki pa so grah in korenje. Tretji obrok zaključen. Zdaj bom šel na en sprehod. Bom peljal psa na sprehod po mojem. Že zdaj, da si olajšam prebavo tega obroka, da ne bom bruhal med treningom, ker čez urco se že odpravim na trening, urco in pol. Ja, evo samo to, da pač pokažem. Torej intra-workout. Cluster dextrin, to si bom zmešal v svojo flašo za trening, 50 gramov cluster dextrina, kar je 190 kalorij in pa 48 gramov ogljikovih hidratov. Se vidimo v fitnessu.
Te vse divjina. Ja, ma zdaj res. Vsak in pesik je ena žival. Jaz grem v Siberijo. Ti si puki. You can't get stressed out, bro. You just can't get stressed out. Cortisol is going to go up. Testosterone is going to go down. And eventually trend is going to go in your ass. Ne, I'm just gonna Got lift. that on camera? I'm just gonna lift some heavy ass weight. In vse bo šlo mimo. Košo folk, danes treniram v bistvu jaz. Ne. Danes imamo pull workout z Maxom. Ne. Kaj ti treniraš? Kaj ti treniraš? Lower lat, shoulders in triceps. Ma ti si član. V glavnem ja, folk je malo gužve v fitnessu. Moram začeti trenirati, dvigovati težiki, če ne bom dobil živčni zlom. Tako da ja, danes sem rekel back and biceps. Ta trening je malo bolj fokusiran na ledce. Zdaj se tudi dobro počutim, sem prebavil hrano. Tako da, let's go. Prva vaja je bil ta unilateral pullover, kaft. Ful dobro aktiviram ledce kot prvo vajo. Zdaj gremo na prvo vajo, oziroma glavno prvo vajo. In sicer dumbbell row, 3 stopnjevalne sete, potem 2 delovna, kjer ciljamo nekje na 8 ponovitev. Tukaj poskušam pač čim bolj proti kolku, tako da res čim bolj zadanem tudi lower lat. Bili tam v središču gužve, nisem hotel govoriti. V glavnem sem naredil za lower lat, JPG row ali pull, single hand pull down, I don't know how to call it. Meni osebno pač najboljša vaja za lower lat. Sem šel 2 stopnjevalne, oziroma ne, samo 1 stopnjevalno sem šel in 2 delovne, tam nekje okoli 10-12 ponovitev. In zdaj gremo še na zadnjo vajo za hrbet, za ledce. Zelo podobna vaja, samo pač različen premik. Ne bom šel izgor proti dol, ampak ravno. Raven potek za lat, tudi to unilateral. Na teh rowih res ne uspem z obemi 2 rokami skupaj, ker me ful moti to rame, ker je malo bolj naprej in potem nekako kiljavo to rovam. Tako da ja, evo, gremo zaključiti hrbet. Končal hrbet, gremo zdaj na biceps. Preacher curl machine za pik bicepsa. Začnem vedno s to vajo, ker je res heavy, ker jo delam unilateral. Tako da zdaj, ki imam pač največ moči, jo naredim na začetku. Druga vaja bomo šli na dumbbell hammer curlse. Tam tudi gremo heavy. In potem čisto na koncu bomo zaključili z curli na kablu. Tisto, kjer je pač roka za telesom, da treniramo biceps v najbolj raztegnjenem delu.
In evo, pol stvorki pripravljen. Tukaj imamo 120 gramov sladkih kosmičev in znotraj zlit šejk. Kaj je v šejku? V šejku 4 deci ovsenega mleka, 100 gramov zamrznih gozdnih sadežev, 2 banani in pa 30 gramov, zdaj sem vzel pač malo za zamenjati, sojine beljakovine od Jim Beama namesto riževih. Kalorije in makronutrienti trenutno on the screen. Lih kar gledam story, ki sem dal danes na Instagram. Če me še ne followaš na Instagramu. V glavnem sem dal na story, bulking program Folk bo na voljo samo še ta teden, odkar je objavljen ta video, in imaš 40% popusta. Tako da oni, ki vas zanima, za dobiti ten program, v katerem je res ful dobrih informacij, je tudi delno personaliziran, tako da pejte si prečekirati. V descriptionu imate link. Potem naslednji teden pa se vrača na mojo spletno stran shredding program. Za vse oni, ki se želite malo bolj spremiti za poletje, keep in mind, da shredding program prihaja nazaj. Pol stvorki zaključen in mi ostaja samo še en in zadnji današnji obrok. In sicer sem si naredil lososa, 125 gramov lososa in pa vse tisto riža in pa zelenjave, ki je ostalo od prejšnjega obroka. Za zadnjim obrokom spijem tudi svoje suplemente, nočne, večerne suplemente, in sicer magnezij. Po potrebi, danes bom spil eno tabletko melatonina. Tako da ja, evo, pač zdaj sem si lepo, danes sem si res dobro razporedil te obroke, tako da zdaj mi ta obrok pojesti pač ni problem. Vse te kalorije, ko so pač obroki res pravilno razporejeni skozi celoten dan, ko se uspejem res zjutraj malo bolj zgodaj zbuditi, da lahko začnem jesti zgodaj, in potem do konca dneva pač uspejem brez problemov pojesti teh 5000 kalorij. Problem postane takrat, ko se mogoče začne zamujati z obroki, ko je treba mogoče dati skupaj kakšne obroke in tako tam potem postane res težko, ker je dosti hrane. Trenutno tukaj on the screen imate celotne kalorije oziroma skupne kalorije, dnevne kalorije in pa makronutrienti za današnji dan prehranjevanja. Zdaj bom na teh 5000 kalorijah še en mesec, dva, v nekem obdobju zaključka bulka, zadrževanja na koncu bulka, in potem se bo začel prep za mojo prvo neti bodybuilding tekmo, ki načeloma Folk bo potekala septembra. O tem še kaj več, ko začnemo z uradno serijo za prvi neti bodybuilding show. Zadnje čase smo malo slabi na lajkih, tako da gremo Folk spustiti like na ta video, in če še nisi, se subscribaj. Prvi link v descriptionu imaš link do FMF shopa. Če bi rad supportal moj clothing brand, moj gymwear clothing brand, pejdi si kaj iskati, naslednji drop zdaj enkrat februarja. Prav tako v descriptionu imaš link do prijave na For My Future Coaching, tako da če želiš, da te coacham jaz ali pa Leo, se absolutno prijavi na brezplačni videoklic, kjer ti jaz in Leo vse predstaviva. Če si prišel ali prišla do konca tega YouTube videa, v komentarje dropaj emoji lososa. To je to od mene, Folk, za ta YouTube video, in se vidimo naslednjo sredo ob 6 v novem YouTube videu.